danes v Pomurskem dnevniku. Poletna sezona v termah. Več porok in ločitev. Lani pri nas 38 novih drog. Ženske ob smrti starejše od moških. Vreme jutri delno jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnem Pomurskem dnevniku. Marsikdo se sprašuje, zakaj bi poletne počitnice preživljal v termah, če se lahko odpravi na morje. A terme zdaleč niso več le kopanje in poležavanje v hotelih. Vsako leto je namreč ponudba v termah bolj pestra in osredotočena na aktivno preživljanje počitnic. Zasedenost kapacitet v termah je tudi v poletnih mesecih visoka. Zakonce Janžič sta med tistimi, ki dopuste v termah preživljata že več let. Da se malo razonodimo, malo plavamo, spočijemo glavno. Uživate predvsem v edinstveni črni termomineralni vodi, ki polni nastanitvene kapacitete Term 3000 tudi v poletnih mesecih. V letošnjem letu smo zelo zadovoljni z obiskom naših dragih gostov. Ostajajo nam zvesti vsi tisti naši tradicionalni gosti, največ slovenski, avstrijski, nemški, gosti iz ruskih trgov in pa ostalih, tako da se ne moremo pritoževati. Katere so tiste posebnosti, tiste specifike, s katerimi pravzaprav pritegnete turiste, da se odločijo za vas in ne vem, naprimer za morje? Ja, edinstvena naša prednost je edinstvena črna termomineralna voda, na kateri bazira celoten naš produkt. Na njem sloni tudi naša bogata ponudba zdravstva in wellnessa. Seveda pa so tukaj tudi odlične ponudbe za družine, naša znana prijaznost in pa odlična kulinarika, ki jo ponujamo v vseh naših restavracijah in lokalih. Ali se vam zdi, da je to tisti recept, s katerim nekako potem pretehta to, da se te družine ne odločijo, ne vem, za obisk morja, ampak term? Pri nas imajo predvsem širšo izbiro in niso odvisni od vremena. Tudi če je vreme malce bolj muhasto, imajo veliko izbiro aktivnosti, ki so jim na voljo, tako v naših bazenih ali bazenskih kompleksih, tako z našo bogato animacijo, ali pa sledijo našemu nasvetu za dobro se imeti, ki je naš moto za to poletje, se odpravijo pohajkovati po Pomurju, obiščejo druge lokalne znamenitosti. Tudi najmlajšim nikoli ni dolgčas. Popolnoma zasedeni so tudi v Panonski vasi, kjer turistom odprejo vrata v pristen prekmurski dom. Posebnost Panonske vasi je predvsem ta zgodba Prekmurja, avtentičnost. Tukaj so hiške krite s slamo, ometane z glino in seveda pohištvo, vsa dekoracija je v tem prekmurskem duhu. In na ta način tudi naše goste povezujemo z lokalnimi ponudniki, kmečkimi turizmi, pridelovalci in tako ustvarjamo neko celostno zgodbo, da doživijo Prekmurje v taki luči, kot bi morali. Kako ste zadovoljni z zasedenostjo, predvsem poleti? Izjemno zadovoljni, saj trenutno imamo polne vse kapacitete, povpraševanja prihajajo vsakih nekaj minut, tako da smo izjemno zadovoljni, vsekakor pa, kakor je možno, najdemo tudi v zadnjem hipu za vsakega gosta mesto. S slamo krite hiške na zeleni ravnici in naraven bazen za osvežitev so zadetek v polno. Mi imamo pač tu naravni turizem, zelena zgodba. Ljudje imajo več prostora pri nas, družijo se, zunaj na zelenici lahko igrajo nogomet, športne aktivnosti. Ljudje imajo to radi, da so nekako širše, svobodni, ali kako bi rekel. Radi pridejo sem, otroci rabijo bolj kot nek še, sodobna igrala, so radi tu na tej zelenih površinah, se res počutijo svobodne. Tudi v apart hotelu Vital so opazili, da vedno več gostov razmišlja o aktivnem preživljanju počitnic. Predvsem si pa njihovi gostje želijo udobnega bivanja. Naši gostje si želijo predvsem udobne namestitve. V času začetka šolskih počitnic nas obiskujejo predvsem družine z šoloobveznimi otroci. Kraji brez morja in plaž se tako ne bojijo poletne sezone, kvečjemu turiste pričakujejo z odprtimi rokami. V Sloveniji je bilo lani sklenjenih 6571 zakonskih zvez, razvezalo pa se je 2469 parov. Številki sta v primerjavi z letom 2013 višji za 5%. Večina, 70% zakonskih zvez, je bila sklenjenih od maja do septembra. Največ sklenitev zakonskih zvez so našteli v maju, juniju in avgustu, najmanj v januarju. Prvo zakonsko zvezo je sklenilo 5874 ženinov in 5937 nevest. Ženini, ki so se v letu 2014 poročali prvič, so bili stari povprečno 31 let, neveste pa so bile v povprečju 2 leti mlajše.
Večino zakonskih zvez med seboj sklenejo slovenski državljani. Pri 603 porokah pa je nevesta, slovenska državljanka, sklenila zakonsko zvezo z ženinom, ki je bil državljan druge države. Pri 121 sklenitvah zakonskih zvez sta bila oba, ženin in nevesta, tuja državljana. Od 27 lani registriranih istospolnih partnerskih skupnosti jih je bilo 14 med moškimi in 13 med ženskami. V letu 2014 se je razvezalo 2469 zakonskih zvez oziroma 5% več kot v letu 2013. Povprečna starost moža ob razvezi je bila 45,9 leta, povprečna starost žene pa 42,9 leta. Povprečno trajanje zakonske zveze do razveze je bilo 14,1 leta. Že v prvem letu zakona se je razvezalo 17 parov. Učinki novih drog so velikokrat neznani in mnogokrat usodni. Redna uporaba pa vodi v zasvojenost. V Evropi in Sloveniji narašča število novih psihoaktivnih snovi, zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da njihova redna in visoko tvegana uporaba vodi v zasvojenost. Posledice delovanja pa se pojavijo šele po določenem časovnem obdobju. V okviru Evropskega sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi so samo lani zabeležili 101 novo psihoaktivno snov. V Sloveniji jih je Nacionalni forenzični laboratorij lani identificiral 38. Nove droge predstavljajo veliko tveganje za zdravje uporabnikov, saj se pojavljajo zelo hitro, prodajajo se na odprtem trgu, hkrati pa je zelo malo informacij o njihovih učinkih in škodi, ki jo povzročajo. Posledice delovanja novih drog se tako kot pri večini drog pojavijo šele po določenem časovnem obdobju. Uporabniku se poruši telesno ravnovesje. Telo se začne odzivati nezmožnostjo kontroliranega gibanja, značilna pa je tudi agilnost in nenehna potreba po govorjenju. Uporabniki se s pomočjo novih psihoaktivnih snovi transformirajo v svet, kjer se skrijejo njihove težave. Svet postane bolj jasen in barven. Lažje se vključijo v družbo, povečana je njihova motivacija po druženju in komuniciranju, ob tem pa pogosto postanejo bolj nasilni, ogrožajo ljudi, ki so v bližini in so nagnjeni k laganju. Ranljive ciljne skupine za uporabo novih psihoaktivnih snovi so predvsem mladostniki, moški, ki imajo spolne odnose z moškimi in intravenozno visoki tvegani uporabniki prepovedanih drog. V letu 2014 je umrlo 18.886 prebivalcev Slovenije, kar je za 2,3% manj kot v letu 2013. Umrli moški so bili stari povprečno 72,7 let, umrle ženske pa 80,9 leta. Lani je v Sloveniji umrlo 9208 moških in 9678 žensk, kar je 448 prebivalcev manj kot leto poprej. Med leti 1954 do 2008 je bilo število umrlih moških višje od števila umrlih žensk. Od leta 2009 dalje pa je bilo med umrlimi več žensk kot moških, predvsem zaradi spolne sestave prebivalstva v višjih starostih, kjer prevladujejo ženske. Povprečna starost umrlih prebivalcev Slovenije se zvišuje. Lani je bila 76,9 leta. Delež prezgodnje umrljivosti prebivalcev pove, koliko oseb je bilo ob smrti starih manj kot 65 let. V letu 2014 je to veljalo povprečno za vsakega 5. umrlega prebivalca Slovenije. Lani je umrlo 39 dojenčkov ali 1,8 na 1000 živorojenih. V zadnjih 3 desetletjih se je pričakovano trajanje življenja za moške podaljšalo za 10,6 leta, za ženske pa za 8,1 leta. Od leta 1984 do leta 2014 se je razlika med pričakovanim trajanjem življenja žensk in moških zmanjšala z 8,1 leta na 5,7 leta. Naravni prirast v Sloveniji je bil v letu 2014 že 9. leto zapored pozitiven. Tokrat se je rodilo 2279 prebivalcev več, kot jih je umrlo. V Sloveniji se je v letu 2014 rodilo 21.165 otrok, od tega dobrih 58 otrok neporočenim materam. Povprečna starost mater ob rojstvu vseh otrok je bila 30,6 let. Največ novorojenčkov je dobilo imeni Luka in Eva. Število rojenih otrok pa je enako kot leto prej. V Sloveniji se je v letu 2014 rodilo 21.165 otrok, kar je 54 več kot leto poprej. Od vseh žensk, ki so rodile lani, jih je bilo 54,5% starih 30 ali več let. Najstnic, torej mlajših od 20 let, je bilo le odstotek.
Najbolj rodna skupina v lanskem letu so bile ženske, stare od 25 do 29 let. V Sloveniji se je lani rodilo povprečno 58 otrok na dan. Ob sobotah in nedeljah se navadno rojeva manj otrok, po 12 ali 11%, med tednom pa vsak dan približno 15%. Na rojstni dan svojih mamic se je rodilo 93 otrok, 8 mamic je lani rodilo dvakrat, poleg tega so se lani 3-krat rodili trojčki, 351-krat pa dvojčki. Največ novorojenih dečkov je lani že 16. leto zapored dobilo ime Luka, največ deklic pa ime Eva. Ta kombinacija je bila najpogostejša tudi v letu 2010. Med prvimi 50 najpogostejšimi dekliškimi imeni sta si svojo uvrstitev v primerjavi z letom 2013 najopazneje spremenili imeni Sofija in Mila, med dečkimi imeni pa Adam in Bine. Jutri bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno, več o vremenu pa v nadaljevanju. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 25 stopinj Celzija. Opoldne ste v Karinskem parku Goričku namerili 21 stopinj, v Radencih in Murski Soboti 23 ter v Lendavi stopinjo več. Jutri bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno. Na severu države bodo čez dan možne posamezne plohe. Na nižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 13 in Mariboru 14 stopinj, najvišje dnevne pa se bodo povzpele vse tja do 26 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo v večini sončno in še topleje. V četrtek popoldne bodo v hribovitem svetu, predvsem na severozahodu države, možne posamezne nevihte. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 15 in 17 stopinjami, popoldan pa se bodo povzpele tudi do 30 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. V naši družbi pa bodite tudi jutri. Lep preostanek dneva in nasvidenje.